Kar Ekipa živijo. Danes je pa po moje že en 50. vlog, nekaj tazga, jih nisem štel, sam po enem letu pa pol se kar nabere tega. In danes bo ena malo manj tehnična tema, pa mogoče zato tudi malo bolj zanimiva. Včasih se tudi mi sprašujemo, zakaj sploh te vloge snemamo oziroma te prispevke. In eden od razlogov je to, da nam v glavi včasih tudi malo preveč dogaja in imamo ogromno hudih idej, ogromno takih odštekanih stvari, ki bi jih radi tudi pokazali, ki nočemo, da ostanejo za štirimi stenami. In danes imam namen tudi pokazati malo zakulisja, kako sploh izgleda naša pisarna, naša delavnica, zato da boste enkrat stvari tudi videli iz drugega pogleda, ne sam pred kamero, ko nekdo sedi za mizo pa pametuje. No, pa kar pojmo naprej. No evo, pa smo v tej slavni pisarni. Evo, tukaj noter se kar dostkrat kaj zgodi. Tukaj imamo našega Sašo tam. Glavna filmska zvezda. No, tudi Rok je bil ene parkrat že prisoten na naših vlogih. Evo, tukaj pa še drugi del. Nik, Matej, Mare. Blaža danes ni. Se pelje v Avstrijo in pa šele zvečer nazaj. Tukaj smo tudi včasih že kaj posneli. Ta sobca je ful manjša, kakor zgleda včasih pred kamero. Pejmo naprej. No, tlej pa še ena sobca, tlej smo pa še bolj natlačeni, kot srdelce. Ene račune bi po pošti pošiljajo, ene na mailu, sem rekla, pošljite mi na mailu. Ja, zdaj račun imam za knjigo, moj stolček, zraven je pa še moj brat Miha, ki se ukvarja s projektom Trislet. Pejmo naprej. Nov kavni avtomat. Od zdaj naprej smo podvojili porabo kave. Naša ročna delavnica. Se vidi, da sam tipkamo, pa nič ne delamo. Zdaj so pa ta pravi stroji. V bistvu tukaj ročna delavnica, tukaj obdelujemo les. Tam naprej se pa sestavljajo ta najlepši izdelki. A smo vas kaj naučili, katera kvaliteta lesa je tole? A je to prva? A je prva B? Ne bom povedal. No, pa spet tako, kar se vsakih podob moramo tudi vroča pokazati. Tam ima že vodo noter, tako da se kar kdo pride kopat, je zunaj, tako da... Brunarce se bojo sestavljale. Tle not so pa dilce za brunarce. In končno nam je uspel začeti sestavljati tudi naš malo bolj prav vzorčen prostor. Tle so 3 hiške, Brunarca, Kubi hiška, pa glamping bungalow Moonhill, ki v bistvu so končno zdaj na tej pravi poziciji, tako da jih ne bo treba na vsake 5 dni predstavljati po delavnici, so končno dobili svoje mesto. No, in to bomo zdaj dopolnjevali, tako da počasi se trudimo, da bo vse skupaj bolj estetsko tudi zgledalo, da ne bo delavnica vedno videti kot gradbišče. Drugač pa evo, to je to z moje strani danes. Toliko vam dam o zakulisju, saj prav veliko več ni za pokazati. Vse pa vidimo do naslednjič. Hvala, ker ste bili z mano.